V Slovenskem kulturnem in informativnem centru v Monoštru je pod okriljem organizacije Zveze Slovencev na Madžarskem, občino Monošter in galerijo Muzej Lendava potekalo odprtje razstave umetniških del nastalih na 24. mednarodni likovni koloniji v Monoštru. Razstavo je odprl veleposlanik Republike Slovenije na Madžarskem, magister Anžej Frangež. Strokovno predstavitev likovnih del je podal umetnostni zgodovinar Mario Berdič Kodela. Več o izboru letošnjih umetniških del nam je povedal strokovni vodja mednarodne likovne kolonije. Letos imamo izredno zanimivo leto. Pravzaprav tik smo pred 25. obletnico in to je velik izziv za nas in moram reči, da celotno našo zbirko, ki je v lasti naših zamejskih Slovencev, smo prezentirali v Budimpešti, potem smo prenesli v Ljubljano in nenazadnje seveda v našo evropsko kulturno mesto v Novo Gorico. In današnjo razstavo pa pravzaprav zaključujemo to izjemno leto. Kot je povedal Gerič, se je letošnje mednarodne kolonije udeležilo nekoliko manj umetnikov kot lansko leto. Razmišljamo o tem, kako naslednje leto. Najbrž bo malo daljši čas, 10 dni, 10 umetnikov in sem prepričan, da bodo kot vsako leto, tudi letošnjem letu, a mislim naslednje leto, bomo, obogatili to čudovito zbirko, ki je en del tukaj na sedežu naših zamejskih Slovencev, drugi del pa je na občini Monošter. Obdobje 24 let uspešne mednarodne kolonije predstavlja za Geriča posebno velik izziv. Veliko takih likovnih kolonij, ki hitro napredujejo, ampak tudi hitro zaključujejo. In moram reči, da mi, Lendavčani, skušamo pravzaprav to strokovno pomoč že vrsto let nuditi. Imamo izrednega direktorja Lendavske galerije, gospod Baumgartner, ki je postavil tudi današnjo razstavo. Ne glede na to, da je tudi odličen ustvarjalec, ampak tudi že 24 let, lahko rečem, da brezplačno konstruira naše kataloge. Imam dober občutek, da predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem izredno ne samo, da je pozorna, ampak odlično opravlja svoje delo. In nenazadnje, odkar pa tudi župan priskočil pravzaprav na pomoč in tudi finančno nas je podprl. Zame je celotna zadeva enkratna in neponovljivo. In kako dalje, seveda odvisno od našega prizadevanja. In kar je izredno pa pomembno, da bi pričakovali, tu je en zelo mlad, sposoben kader, da ustvarimo domačo stroko, ki skrbi pravzaprav za celotno dogajanje. Mi zunanji pa lahko kakorkoli pravzaprav svetujemo ali pa dodamo naš delež, ampak izredno pomembno, da ustvarimo tukaj domačo stroko. Te pogoje, kar imamo mi tu, upam trditi tudi v slovenskem prostoru ne bomo našli ali pa širše. In vsi tisti, ki so enkrat okusili Monošter, vsi bi radi ponovno vrnili. In sem prepričan, da zaenkrat smo na dobri poti in nadgradnja pa je seveda od naše iznajdljivosti izredno potem pomembno, ne. Kot je povedal umetnostni zgodovinar Berdič, je tokratna kolonija zanimiva iz dveh vidikov.
Prvi vidik je ta, da so umetnice in umetniki nekako skušali zajeti to čudovito pokrajino, porabsko, ki je izjemno zanimiva, in to, kar se mi zdi, v čemer so še posebej uživali, je ta čudovit mir. Mir, ki je aktiven, mir, ki spodbuja k ustvarjalnosti. In po drugi strani pa so se nekateri lotili tudi etnografskih značilnosti tega čudovitega kraja. Zanimivo pa je tudi, da je večina nekako skušala v svojih delih, in to sem ugotovil pa šele po analizi, medtem ko sem pisal besedilo za katalog, da nekako povezujejo to stranstvo z onostranskostjo. Se pravi, da so šli v transcendenco. Pa ne v religioznem smislu, ampak dejansko čisto v duhovnem smislu. Tako so skušali zajeti tisto povezavo med zemljo in nebom, če se smem tako izraziti. No, in to se mi zdi neka posebnost letošnje likovne kolonije. Na vprašanje, katere avtorske prijeme ali tehnike so značilne za to kolonijo, Berdič odgovarja: Zanimivo je, večina je delala v olju na platnu ali v akrilu na platnu. Nekaj je pa tudi zanimivih mešanih tehnik, recimo imamo vezenje v platnu, imamo različne prosojne nosilce, tudi en akvarel celo, tako da ja. Zanimive so tudi 3 skulpture, ki so nastale v različnih materialih, tako da ja, je kar bogat izbor zanimivih likovnih del. Več o izboru del za to vrstno razstavo? V bistvu se je že umetnikom samim na nek način sugeriralo, koliko del naj bi dali za to razstavo, in pravzaprav so umetniki nekje sami izbrali tisto, kar se jim je zdelo, da bi bilo primerno. Tako da ni bilo neke selekcije zunanje, ampak je bila to osebna selekcija vsakega udeleženca posebej. Na vprašanje, katero umetniško delo bi izpostavil, Berdič odgovarja: Jaz si ne bi upal nobenega izpostavljati, zato ker resnično, ko pristopite k tem likovnim delom, vsako ima nekaj svojega, privlačnega, in resnično letos se mi zdi, da so se še posebej potrudili z nekakim bolj ali manj simboličnim pristopom. Veliko je teh simbolov skritih, in dlje časa, ko opazujemo neko likovno delo, bolj nam ti simboli nekako se razkrivajo in odkrivajo. Tako da vsa dela so enako zanimiva, enako privlačna. Je pa dejansko se vsak opazovalec odloči zase, katera slika ali kateri kip mu je najbolj všeč. Projekt so podprli Zveza Slovencev na Madžarskem, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Sklad narodne kulture, Občina Monošter, Galerija Muzej Lendava, Madžarska umetnostna akademija in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.